Pozdravljeni, sva Neža in Tjaša ter obiskujeva zaključni letnik gimnazije Domžale. Povedali vam bova malo o tem, kako izgleda pouk matematike ter priprave na višji nivo pri profesorici Gramc, ter podali še kakšen nasvet, kako preživeti gimnazijo, še posebej matematiko. Pri urah matematike nam najprej profesorica razloži nov osnov ter hkrati reši nekaj primerov. Potem smo na vrsti mi. Profesorica nas po abecednem seznamu kliče za reševanje nalog. To pomeni, da vsi pridemo na vrsto, pa tudi vedno spremljamo pouk, da smo pripravljeni. Oddajati moramo tudi mesečne statistike v domačih nalogah, da profesorica lahko spremlja naš napredek ter nam pomaga, če se nam pri kakšni nalogi zatakne. V koronskem času pouk matematike poteka nadaljavo, vendar zaradi dobrih prilagoditev nimamo prevelikih težav pri pridelovanju snovi. Po novem oddajamo tudi tedenske statistike za domače naloge, profesorica pa naslednji teden reši in objavi tiste naloge, ki vsaj 2 dijakoma niso šle. Ko se prijavljaš na višji nivo matematike, se nekako zavedaš, da ne bo ravno mačji kašelj. Res, da ne pridobivaš dodatnih ocen, ampak se lahko boriš za 3 točke več na maturi. Sprva je težavnost višjega nivoja kar velik šok, a se v roku 1 meseca navadiš, če seveda prej ne odnehaš. Vztrajati na višjem nivoju ali ne, to je sedaj vprašanje. Ko prideš do te krizne točke, prespi zadevo in vztrajaj naprej. Tudi če se na koncu odločiš za pisanje osnovnega nivoja, ti obiskovanje višjega zagotovo ne bo škodilo, saj boš 2 uri na teden porabil za ekstra priprave. Ko pri pouku jemljemo neko snov, jo na višjem nivoju utrjujemo z reševanjem težjih maturitetnih nalog. Višji nivo izberemo dijaki, ki nas torej zanima. Tisti, ki niso uspešno prebrodili zgoraj omenjene krize, so kmalu odnehali, ostalo nas je malo, kar pomeni, da večkrat pridemo na vrsto in smo vsi obsojeni na stalno sodelovanje, zato pa verjamemo, da bomo toliko uspešneje pisali. Za konec pa imava za vas nekaj nasvetov, kako kar najbolje preživeti gimnazijsko matematiko. Prvič, redno delajte domače naloge, ker s tem sproti utrjujete snov in preprečite nabiranje obveznosti. Ponavadi dobimo 3 do 4 naloge, kar povprečno vzame pol ure. Drugič, pred testom obvezno rešite preverjanje. Mogoče se vam bo to zdela izguba časa, ampak ne ponavljajte mojih napak. Tretjič, da citirava najino profesorico. Na matematiko se teče. Sploh zato, ker je matematika v 3. nadstropju, malica po pritličju. Mi smo 4 leta tako ohranjali formo in upava, da smo vas dovolj navdušili, da boste nadaljevali našo tradicijo teka na matematiko.